Dragi obiskovalci, drage obiskovalke, najprej vam iskrena hvala, da ste si vzeli čas in kljub tem kapljam dežja in drugim obveznostim prišli danes tukaj med nas. Danes se bomo prepustili čarobnim svetovom branja, ki nas lahko popelje tudi preko različnih meja in omejitev. Kakšno moč ima branje, lahko spoznavamo na različnih področjih. Zlasti o moči skupnega branja smo veliko spoznali že v prvi knjigi avtorice Pavle Zanini. Skupno branje gradi zaupanje, ki je pri Celjski in Horjevi družbi šla leta 2024. Tokrat pa je pred nami nova izdaja omenjene avtorice, ki svoje spoznanje o pomenu skupnega branja prenese še na področja različnih oviranosti. Ko se posameznik namreč sreča z oviranostjo, na mnogih področjih naleti na omejitve, ki jih je na prvi pogled težko preseči. Avtorica priročnika vidi rešitev v branju, in sicer v skupnem branju. In o tem bodo danes spregovorile moje sogovornice, predvsem pa velike ambasadorke branja. Dr. Aksinja Kermauner, pisateljica, pesnica, tiflopedagoginja in še marsikaj. Potem magistrica Tilka Jamnik, magistra bibliotekarstva, predvsem pa velika poznavalka mladinske književnosti, in magistra Barbara Hanuš, pisateljica, profesorica slovenščine in pedagogike, višja knjižničarka in verjetno še kaj, in prevajalka dr. Meta Lenart Berger. Iskreno pozdravljene danes med nami in res dobrodošle. Avtorica Pavla Zanini je otroška klinična psihologinja in terapevtka psihoanalitične smeri ter strokovnjakinja na področju otroške literature in pedagogike branja. Na nek način nam je posebej domačo naredila naša sodelavka, draga Meta, in najprej vprašanje zate. Čem te tudi ta njena druga knjiga tako navdušila oziroma prevzela, da si nam jo na nek način predlagala za prevod? Ja, najprej lep pozdrav še z moje strani in hvala za vabilo. Razlogov je več, bi pa kot glavnega navedla to, da me je navdušil že njen prvi priročnik. Predvsem ta osrednja premisa, da skupno branje v družini predstavlja nek prostor za pogovor, prostor, kjer se krepi vez med staršem in otrokom. In to je ena taka vez, ki je potem za vse življenje, ne? To se pravi, če si naredimo dobre temelje, tudi potem v najstništvu ali pa kasneje, ko se mogoče otrok bolj zapre vase, še vedno imamo to zaupanje. Tako da en tak preprost način, skupno branje, eno tako lepo preživljanje skupnega časa, ki prinese toliko dobrega. Ko sem brala pa to drugo, ta drug priročnik, me je pa navdušilo, kako to isto idejo ona potem vpelje še v malo težje situacije, recimo, če se družina srečuje z neko oviranostjo, torej bodisi da ima otrok učne težave, bodisi da je to neka prikrajšanost oziroma telesna oviranost. Knjiga je še vedno lahko en način, kako se lahko o tem pogovarjamo, najdemo priložnost za pogovor, nekaj sicer mogoče v tem hitrem tempu življenja, ga težko najdemo. No, in pa to, da vpeljuje knjigo kot en medij za pogovor, za komunikacijo tudi v malo bolj netradicionalno okolje tokrat, recimo v bolnišnice, celo v porodnišnico, kako lahko dojenčku že prezgodaj rojenemu že v inkubatorju beremo in on prepozna, seveda, mamičin glas in to potem, kljub tej težki situaciji imamo nekaj, česar se uprimemo. Tako da se mi zdi, da je toliko enih lepih sporočil, da lahko tudi med slovenske bralce veliko lepega prinesem. No in ravno to, kar omenjaš, knjiga je na nek način prilagojena slovenskim bralcem, čeprav izhaja iz čisto italijanskega področja. Na kak način so narejene te prilagoditve? Ja, res se oba priročnika predvsej naslanjata na situacijo v Italiji, torej njihov kontekst
Bodi si, ko Pavla Zanini govori o neki statistiki, ne, ki velja pri njih za skupno branje, ali ko omenja projekte, ki so v teku v Italiji. Ja, v teh primerih v bistvu stopila sem v stik z njo in vprašala, če bi mi lahko to prilagodili za naše bralce, torej da bi uvedli kakšno opombo. In se je takoj strinjala. No. Omenjene so vmes tudi slikanice, predlogi za branje, in to so spet slikanice v italijanščini, mogoče večinoma italijanskih avtorjev, ki jih še v slovenskem prevodu nimamo, in tudi v teh primerih je rekla, da lahko nadomestimo, naredimo svoj seznam na koncu. Tako da ja, na tem mestu se vsem trem gospem iskreno zahvaljujem, ker brez njih tega priročnika ne bi bila taka. To pač ni moje primarno strokovno področje, tako da so mi zelo pomagale, no, strokovno pregledale, dodale opombe, pregledale seznam slikanic na koncu. In zdaj mislim, da je res to en tak priročnik, ki ga starš oziroma pedagog lahko dejansko vzame s sabo v knjižnico in bo našel na policah tiste knjige, ki jih želi, in jih bo našel pri nas. No. Verjetno je tudi kar nekaj razlik med to tematiko v Italiji in Sloveniji. Kako si pa te zadrege reševala? Ja, predvsem je pri njih zanimivo, da so učenci s kakršnokoli oviranostjo vključeni v čisto običajne šole. Pri njih se to zelo dobro obnese, pač malo več izzivov najbrž je za učitelje. No. Tako da, kako tako stvar smo morali pač pojasniti, ne? Ampak se mi zdi, da so te ideje, ki jih naniza, pa tudi v bistvu načini, kako se lotimo, tako zelo praktično je zasnovan sploh drugi del v prvem priročniku, pa tudi tukaj, no, kot neke ideje, kako se lotiti skupnega branja v teh različnih kontekstih. To je zelo dobre pa pomembne, da se mi je zdelo, da lahko to rešimo na tak način. No. Je pa res nekaj razlik, no. Projekti so malo drugačni, ampak to sem videla kot nekakšno obogatitev. Ne? Mogoče pa še tukaj kak naš strokovnjak z tega področja najde kako dobro idejo. Ja. Omenjala si že, da si bila v stiku tudi z samo avtorico. Kakšno je bilo vajino sodelovanje? To je ena krasna oseba, jaz upam, da jo bomo lahko privabili tudi v Slovenijo, res kot oseba srčna, predana temu, kar dela, zakladnica znanja, no, z tega področja. Tam, kjer nekdo vidi težave, bo ona videla premostljive ovire in bo takoj videla neko rešitev in zelo tako prizemljena, življenjska, krasna oseba, no, mi smo super sodelovali in tudi resnično je bila vesela, da smo mi to prevedli, ker ni pričakovala, ne, da bo zanimanje v tujini, tako da je zelo, zelo vesela. No. Doktor Aksinja Krmauner, priročnik Pavle Zanini dobro poznate, saj ste ga tudi sami strokovno pregledali in nam z veseljem svetovali pri slovenski izdaji. Prav tako vam je dobro poznano delo z otroki s posebnimi potrebami. In še kako dobro poznano tudi to, ker ste se sami veliko ukvarjali zlasti slabovidnimi. Kakšne so vaše področje, kakšne so vaše izkušnje vključevanja branja na to področje? Ja, najprej vsem lep pozdrav, pa hvala lepa za povabilo, ne samo danes, tudi za sodelovanje. Ja, izkušnje so pestre. Jaz sem res delala skupino slepih in slabovidnih, s to populacijo. Za njih lahko rečem, da so izkušnje pri branju imenitne. Poučevala sem slovenščino 25 let in v tem času samo 2 učenca nista naredila zlate značke. Kar pomeni, zlata značka pomeni, da bereš od 1. do 9. razreda. Zakaj? Ja, mogoče tudi zato, ker sem jih rahlo motivirala s tem, da bodo imeli v 9. razredu zastonj izlet v Benetke, ampak verjetno ni bilo samo to. Predvsem zato, da dostopno je bilo, tukaj imamo recimo Dušana Brešarja Mlakarja, on je bil dolgoletni knjižničar v knjižnici slepih in slabovidnih, da se imenuje Minka Skaberne. Lahko pove, da sicer še vedno bi potrebovali več knjig, ampak vseeno so te temeljne knjige, so pa vse prevedene, prepisane ali v brajico, ali pa na nosilcu zvoka. Tako da vse ostalo, jaz sem dostikrat brala recimo po pouku, ne, ali pa
ko smo tiste leve pa desne prilastke obdelali, smo pa potem še 10 minut brali tudi moje knjige. In še danes se tega spomnijo, tako da imajo zelo visoko kulturo branja. Medtem pri gluhih, kolikor poznam, ker se v zadnjem času tudi z njimi ukvarjam, je pa malo slabše. Zdaj, na žalost, so mi povedali, da je razpis pri Ministrstvu za kulturo šel na tak način, da tega prilagajanja več ne bo možno, niti brajica, niti slovenski znakovni jezik, tako da smo zelo upani in ne vemo, kje bomo iskali sponzorje in tako naprej. Drugače pa s neko pomočjo, z nekom, ki navezuje stike, ki je mogoče tudi literarno usmerjen, tudi lahko branje, naprimer, se v Sloveniji v knjigi zelo malo omenjenega, ne? V Sloveniji se pa to zelo uporablja in širi za ljudi, ki imajo intelektualno oviro. In pa tudi smo videli, da še za vse druge, za dislektike, priseljence, ljudi po možganski kapi itd. itd. Tako da treba še veliko narediti, ampak tudi veliko se je pa že naredilo. Ste tudi pisateljica, ki v svoja dela redno vključujete drugačnost oziroma različne oblike oviranosti. Čim vidite smisel oziroma prednost takega načina ozaveščanja? Ja, veste kako je, če mladim rečeš, slepim se moraš tako pa tako obnašati, ali pa z gluhima, ne, potem bo rekel, da je nekaj govoriti, ne nakladaj. Če pa ti to zavijaš na ljubezensko zgodbo in tak napet roman, pa opleteš, da je recimo glavna oseba slepa oseba, mislim, glavni junak slepa oseba, je pa to nekaj povsem drugega. Tako da preko literature, pa tudi naprimer Žiga Špaget, ravno včeraj sem bila na pediatrični kliniki v Ljubljani, to je recimo spet tisto, kar smo rekli v drugih okoljih branje, in so vsi poznali Žiga Špageta. Vsi otroci so poznali že Žiga Špageta, čeprav je zdaj že kar častitljivo stara, ne. To se pravi, zakaj? Zato, ker je bil opremljen z brajico, ker je to zanimivo za otroke, ker je to neka tajna pisava. Potem smo izdali tudi v znakovnem jeziku, so začeli vsi kretati kar naenkrat, ne. In tako naprej. To se pravi, ljudje, če ne poznajo skupin posebnih potreb, se bojijo, zato ker ne veš, kako k njim pristopiti. In že če pa otroku že približaš to, bo pa enostavno pristopil, bo vedel, kako z njim komunicirati. To se mi zdi najbolj pomembno, da se ta empatija, ta inkluzija na oba načina udejanja. Kako pa je sicer v Sloveniji dostopno branje za otroka s posebnimi potrebami? Na katerih področjih čutite veliko pomanjkanje oziroma kje bi še bilo treba kaj storiti? Ja, recimo tipne slikanice z mojega področja jih je precej, samo večinoma so v enem ali dveh izvodih. Razen tiste, ki so tiskane, ki so jih recimo založba Miš se lotila tega projekta, pa jih tiska. Čeprav zdaj tudi je težje, zato ker je vse dražje tisk brajice. Potem znakovni jezik, tudi tukaj imamo res še veliko za narediti. Se pa moji študenti, ki jaz tudi predavam, se zelo trudijo in delajo tudi po 10 izvodov, samo to ni nič, veste to. Želeli bi, da v vsaki knjižnici je taka tipanka, da lahko vsi pogledajo, ne samo slepi. Velja pa za vse skupine, no, se pravi, lahko branje je pa v porastu. Omenili smo že ta netradicionalna okolja branja, govorite tudi o bolnišnicah. Kje še vidite recimo to potrebo, da bi bilo treba to branje vključiti na taka manj običajna mesta? Ja, ravno zdaj smo začeli s senzornim branjem za starejše, z intelektualno oviro. To pomeni, da ko ti predstaviš neko zgodbo, ne otroško, ampak prav neko zgodbo iz življenja, da spodbudiš še ostale čute. In ker to seveda oni težko berejo, ker nimajo prilagojenih besedil. Zdaj pa, če ti vključiš recimo vonj kave, ko govoriš, ne vem, recimo v lahkem načinu o skodelici kave, potem vključiš vonj kave, požira kave in tako naprej, si bodo tudi precej boljše zapomnili. Tukaj se odpirajo zelo široka področja, ampak spet je to seveda, smo ena mala skupina ljudi, ki dela na etični pogon in nekje bi morale na založba skočiti, ali pa, mogoče vas malo nagovarjam zdajle, ali pa kakorkoli, da bi podprli to, ker dejansko na začetku je videti, da je to majhna skupina uporabnikov, kasneje se pa vidi, da je pa to ogromno. Da je pa to za vse zanimivo. Magister Tilka Jamnik,
Kot smo že omenili, ste knjigi dodali seznam priporočenega branja, ki bo veliko pomoč tako staršem otrok z oviranostjo, kot tudi učiteljem, vzgojiteljem v vrtcih in vsem drugim, ki se soočajo s takimi izzivi. Imamo v Sloveniji na razpolago dovolj tovrstne literature? To je tako dvorezno vprašanje. V Sloveniji izide zelo veliko knjig za otroke in mladino, za vzgojitelje, starše in druge vzgojitelje, splošno javnost. Naj vam samo povem, da za otroke in mladino izide letno okrog 1000 naslovov. In nekaj teh knjig je seveda tudi namenjena spoznavanju posebnih potreb oziroma so namenjene otrokom s posebnimi potrebami in njihovim vzgojiteljem. Bolj kot količina se mi zdi potrebna poudariti kakovost in pa to, kako v tej množici naj bi uporabniki našli prave knjige. K sreči imamo mi v Sloveniji strokovno skupino, ki spremlja mladinsko literaturo. To je v knjižnici Otona Župančiča, pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Vsako leto pregleda vse knjige, vso produkcijo, jo ovrednoti in potem izda priročnik. In v tem priročniku so knjige ocenjene od 1 do 5, to se pravi tako kot v šoli, hkrati so pa opremljene s vsebinskimi gesli. To se pravi, če uporabnik išče, ne vem, nekaj za gluhe in naglušne, išče vsebinsko geslo, naglušno, gluho, in pa dobi zraven tudi oceno. Tako da iz leta v leto se to izdaja, tiste, ki pa dobijo še posebno dobro oceno, odlično, je pa še posebna zgibanka tako imenovanih zlatih kružk. Tako da tudi, ko sem jaz izbirala knjige, aktualizirala oziroma prilagajala seznam za slovenske bralce, sem prosila prevajalko, da vgradiva to informacijo o Centru za mladinsko književnost, ker gledajte, priročnik bo aktualen par let in ko starš prebere seznam, to je za 5 let nazaj, pa bo vendarle dobil informacijo o orodjih za iskanje tovrstne literature in si lahko pomaga potem s sprotnimi. No, center izdaja priročnik za 1 leto nazaj, ima pa še eno orodje imenovano knjigometer, to se pravi, če starš vidi, aha, tole je ena slikanica, ampak nisem čisto sigurna, je kakovostna ali ni, vtipka v knjigometer in dobi odgovor. Tako da veste, s temi priporočilnimi seznami adaptirati jih za slovenski prostor je zmeraj križ. Namreč izbrati dobre, informirati tako, da bodo potem bralci, uporabniki priročnika vedeli, da se te slikanice vedno izhajajo, torej jim predstaviti orodja. Torej, v tej množici literature je kakovost pomembna in možnost, da poiščem in vem, da to vedno izhaja. Tako nekako jaz pripravljam sezname. Veliko se ukvarjate z mladinsko literaturo, spremljate produkcijo, imate širok pogled v slikanice, pa me zanima, koliko je dejansko slovenski knjižni trg prilagojen osebam z oviranostjo. Jaz mislim, da kakšnih 10-15 naslovov izide takšnih. Ja. Glejte, je pa to tako, ne, to so slikanice, knjige, ki so prilagojene oziroma predstavljajo te posebne potrebe ali pa so namenjene bralcem s posebnimi potrebami. Vendar so hkrati, to niso neko interna gradiva, to izdajajo založbe, to so hkrati tako zanimive knjige, da jih lahko bere vsak otrok oziroma vsak odrasli, da je osveščen, da je informiran o teh posebnih potrebah. In mi recimo te knjige priporočamo enako kot druge vsem bralcem, mladim in odraslim, se pravi mladim njihovim vzgojiteljem, kajti pomembno je poznati te posebne potrebe, če rečem preprosto. In če recimo vzgojiteljica v vrtcu zazna neko zanimanje ali pa ima takega otroka, si lahko pomaga slikanico, s knjigo, z branjem. Poleg tega pa te knjige vedno promovirajo branje, na splošno branje in stik z ilustracijo in pogovor. To zmeraj velja za vse, mi vsi smo neki posebni potrebe.
In to, kar ravno te knjige, ti priročniki namreč poudarjajo, kako pomembno je branje, glasno branje, pogovor, stik odraslega z otrokom, pa to velja za vsakega otroka, za vsakega živega človeka, to ni treba, da imaš posebne potrebe, tako da te priročniki so zelo dobrodošli. In verjetno torej že ena taka preprosta knjiga, ki vključuje neko tematiko o drugačnosti, bi lahko verjetno že vzgojitelj v vrtcu uporabi kot izhodišče za pogovor. Absolutno. Lahko že vnaprej, a veste, da pač seznani otroke, če ima pa en tak problem, pa sploh. Slikanico s knjigo zgodbo je vedno lažje delati. Tudi potem kasneje, v najstniških letih, morda celo odrasli, če se pogovarjamo o nekem problemu, ki ga ima književni junak, mu da je lažje, kot pa da vam jaz izpovem svoj problem. No, in ko se pogovarjamo z otroki ob slikanicah, če smo občutljivi, lahko zaznamo njihove probleme, ne. Tako da različno problemsko literaturo beremo, predstavljamo otrokom, ravno zato, da oni spoznajo, pa da mi spoznamo otroke. Tenkočutno je treba, ne? Bolj je posebna potreba, ne vem, različnost, zahtevna, težka, bolj tenkočutno je pač treba delati. Pa še to, če je vzgojiteljica tista, ki bere, ki dela, sigurno, če se slabo počuti, pa boljš, da ne vzame v roke tovrstne slikanice, ker lahko vnese zadrege v odnos, kaj pa je to takega, če sem naglušna, no? Imate kakšne informacije, tako čisto iz prakse, kako so ti otroci, recimo že v vrtcu, pa potem v teh nižjih razredih, odzivni na tovrstno literaturo, na te tematike o drugačnosti? Otroci v glavnem niso problemi. Ne. Oni so občutljivi, primarno bi rekla, izvorno, radovedni, tudi sočutni in tako. Oni je, kar imam jaz sploh izkušnje na terena in to vrstnimi rečmi, otroci niso problemi, zadrege povzročajo vzgojitelji, vzgojiteljice in starši. Predvsem tisti, ki ne berajo, in se ne zavedajo, kako močna je lahko tiskana in govorjena beseda, kakšno pomoč lahko ponudi, ker pač nimajo te izkušnje. Tako da bolj so starši problem, otroci ne, po mojih izkušnjah. Hvala. Magistra Barbara Hanuš, v svojem dolgoletnem pedagoškem delu se srečujete z različnimi oviranostmi. Veliko se ukvarjate zlasti z integracijo učencev iz tujih držav. Kako so vam knjige pomagale pri premagovanju takšnih in drugačnih ovir, tudi jezikovnih? Dober dan vsem. Torej, knjige so zagotovo nek most med bralcem in med tistim, ki posluša. To se pravi, tudi v razredu, v šoli, v vseh okoljih lahko vzpostavimo ta most. In zelo pomembno je iskati, recimo, če govorimo o učencih, ki ne govorijo, še bom dala v oklepaj, še slovenskega jezika, torej zagotovo jih učimo, pomembno je iskati primerne knjige, ker včasih se ta starostna stopnja, kaj bi otroka, bralca zanimalo, se ne ujema najbolje s tem, kaj v resnici je on sposoben prebrati. In na srečo, jaz mislim, da slikaniška produkcija, tako kot je Tilka že omenila, je zelo velika in med njimi lahko najdemo tudi kakovostna dela, ki niso namenjena samo najmlajšim. Slikanice so pogosto zelo odprte vsebinsko in teme, ki jih nagovarjajo, lahko tudi prek slikanic nekemu najstniku, 12-13-letnemu učencu, ki pride, ki je prvo leto v slovenski šoli, lahko tudi prek slikanic približamo slovenski jezik. Posebne so recimo slikanice brez besedila, ki so tudi v knjigi tukaj omenjene, torej tako imenovane silent books. In tam seveda nujno rabi bralec nekoga zraven, ampak imamo krasne možnosti nekih kombinacij, ko v bistvu on v svojem maternem jeziku pove, mi mu prevedemo, pa povemo, poglej, povej še takole in to. In potem ob eni slikanici, če je kakovostna, lahko zelo gradimo njegovo izražanje, ker vedno malo drugače to pove, vedno kaj več opazi na ilustracijah,
Torej tudi ilustracije, ne samo besedila, danes smo jih že omenili ilustracije, so izjemno pomembne ravno pri vzpostavitvi tega stika z otrokom. In zelo pomembno se mi zdi, da smo danes omenili, da ne gre za otroke izključno s posebnimi potrebami, da so to dela, ki so za vse. To je bilo danes nekajkrat poudarjeno in mislim, da je še potrebno poudariti, da kdorkoli v kateri skupini te knjige vzame v roko in ob tem razvije se nek pogovor, je ta pogovor dragocen za vse. Sodelovali ste že pri prvi izdaji knjige Pavle Zanini in ste velika zagovornica skupnega branja. Zakaj se vam zdi ravno skupno branje tako pomembno? Ravno zaradi teh vezi, ki se spletejo med tistim, ki otroku bere, in otrokom. In ravno zaradi tega, ker tudi staršem na nek način s tem olajšamo pristop k otroku, olajšamo mu spoznavanje otroka, recimo v opazovanju ilustracij bomo zelo dobro videli, kaj otroka zanima, kje se ustavi, ob kateri podrobnosti. Vemo, da so otroci odlični opazovalci in marsikdaj nas presenetijo, ko pokažejo nekaj na ilustraciji. Torej, to je zagotovo nekaj, kjer nas povezuje in vedeti moramo, da slikanice imajo mnogo bogatejše besedišče, kot je naš vsakdanji govor. Vemo, kaj se pogovarjamo običajno vsak dan v družinah, zelo osnovne stvari. Medtem ko v slikanicah se otrok sreča z bogatim jezikom in se mu tako širi besedni zaklad, kar je potem tudi v šoli pri opismenjevanju izjemnega pomena. Če ima otrok šibek besedni zaklad, je to takoj ovira pri učenju branja, ker seveda branje bo počasneje steklo. Tako da skupno branje ima zelo, zelo veliko prednosti in avtorica Pavla Zanini, mislim, da je to v obeh knjigah zelo lepo prikazala. Kakšna pa je situacija glede branja danes v slovenskem šolstvu? Kako ga spodbujati v razredu, oziroma verjetno že mnogo prej, tako v vrtcu, oziroma kot smo prej rekli, celo v porodnišnicah? Celo v porodnišnicah, celo v knjigi je opisano, kako z nedonošenčki, kako je ta glas, ki ga otrok, ne, tudi to. Skupno branje ni samo to pri majhnem otroku, da otrok razume, kar mu beremo, nikakor ne. To je v bistvu ta glas, ta občutek, da je otroku lepo, da mu je prijetno. In iz tukaj naprej je treba graditi. Ampak kakšno je stanje? Žal, veliko raziskava kaže, da veliko slovenskih družin, slovenskih otrok ne raste ob knjigah. Mene to, po pravici povedano, zelo preseneča, ker imam občutek, da imamo veliko teh podpornih mehanizmov, da bralna značka recimo tukaj ogromno naredi, res stalno, veliko je seminarjev, ta center za mladinsko knjižničarstvo tudi vabi vzgojiteljice naprej, vrtci nekako se trudijo. Zakaj to bolj ne pride do družin, je vprašanje, kajti raziskava je pokazala, da samo tretjina slovenskih staršev redno bere svojim otrokom, ki še ne znajo brati. Ta podatek je res, lahko rečem, žalosten in seveda do osnovnošolskega obdobja vrtec lahko marsikaj naredi. Ampak vendar meni je kar blizu ta misel, da otrok zraste v bralca v naročju staršev, skrbnikov, babic, dedkov, torej v nekem domačem okolju. In predvsem mi je zaskrbljujoče tudi stanje domačih knjižnic, ker vemo, da včasih smo knjige res kupovali, no? Nekateri bolj za okras, pa so bili na metre naša beseda, da je bila lepa dnevna soba, ampak tudi tako, zdaj se mi pa zdi, da vendar imamo odlično mrežo knjižnic in knjižnice so brezplačne za otroke, kar je odlično, ampak da si ti doma tudi deležen knjig, knjižne police, da si potopljen, jaz zelo zagovarjam to, da imaš veliko izbiro, da so okoli tebe knjige, enkrat boš prijel v roke eno o vitezih,
drugič pa eno, ki ima samo ilustracije in jo boš počasi listal. Torej, recimo, ko gledamo oddajo Ambienti na televiziji, je ogromno zelo sterilnih, lepo pospravljenih stanovanj. Ja? In zame to ni stimulativno okolje za otroka, ker sem prepričana, da dostopnost, beseda dostopnost je tukaj fino tudi v knjigi omenjena in zame je dostopnost tudi to, da se otrok lahko doma usede, da ima en kotiček in da čist tiho tudi brska. In enako v razredu, da ko konča z delom, ko nekaj naredi, ali pa učiteljica presodi, da je dovolj naredil, da je to za njega nagrada, da gre lahko v knjižni kotiček, v razredu, torej ne ven, in da v tem kotičku so dobre knjige. Tukaj pa tudi vprašanje nakupov šolskih knjižnic. Verjetno ste zasledili odprto pismo novoizvoljenim poslancem Državnega zbora, da bi bilo nujno zagotoviti namenska sredstva za šolske knjižnice, da bi šolske knjižnice imele nove knjige, ki bi zelo spodbujale jih zanimanje, in učiteljica je tista, ki bi rekla, ta mesec se bomo pogovarjali, ne vem, o pomladi in grem v knjižnico in prinesem 30 knjig o pomladi in zraven še 30 knjig pravljic. In otroci mirno grejo v tisti kotiček v razredu, listajo, zbirajo, pregledujejo, torej da se pokaže ta vrednost knjige tudi prek dostopnosti. To tukaj je. Torej, na eni strani govorimo o izredni knjižni produkciji na slovenskem trgu, ne? Po drugi strani se pa soočamo z nizko bralno kulturo oziroma premalo tega ozaveščanja v skupnem branju. Tudi nizkimi nakladami, ne, zato, kar povzroči tudi višje cene knjig, tudi stiske založb, recimo. In tukaj mislim, da imamo še kar zelo veliko dela. Jaz sem vesela, da smo letos dobili prvi nacionalni dan branja in da je ta prvi nacionalni dan branja, da ima geslo veselje do branja. Ker ko se sprašujemo o nizkih rezultatih NPZ-jev, PISA in tega, mislim, da če ne bo veselje do branja temelj, dostop do dobrih knjig, nekaj, kar te res navduši, da bomo težko dvignili dosežke, da samo z nekim drilom, z vajami ne bomo veliko dosegli. Tako, na nek način, ja, izvolite. Pri tem motiviranju za branje je še en kleč, in sicer treba je opozoriti, da je za branje potreben čas. Ja. In mi smo danes vsi nekako tako usmerjeni, da nimamo časa, da hitimo, zelo pridobitniško, potrošniško, navzven na nek način obrnjeni. Branje zahteva določen čas, zahteva določen mir, na en kotiček. In to se zdaj začne v družini, a ne? V družini se ob vsem, kar smo povedali, so pomembni tudi zgledi. Če otrok ne vidi brati svojih staršev, starih staršev in misli, da je branje samo to, da se branje ne bere, potem to ni nekako perspektivno, ne? On, ko bo začel sam brati, se pravi, ne potrebuje več nekoga, ki bo me bral. To je zmotno. On bere naprej, tako kot berejo starši, in starši mu berejo, dokler se on želi, zaradi te čustvene podpore, te meddvojne topline, ki se dogaja, kar je Barbara tako fino poudarila. Čas ni vgrajen v kurikulum za branje. Vrtec je v redu, tam vzgojiteljica, če ve, da je branje pomembno, ona bere. V šoli je pa v učnem načrtu vse lepo strukturirano in nikjer ni eksplicitno napisano, da imajo recimo učenci 1 uro na teden čas, da berejo karkoli želijo. Da berejo, razumete? Oni imajo slovenščino, oni imajo ta pouk, imajo pouk in vsi učitelji vejo, da je treba povezovati učenje z učenjem branja, da se učenci učijo samostojno z branjem, z razumevanjem, kritičnim branjem, ampak kje je tisti čas, ko lahko otrok to počne v šoli, v učni načrt ni vgrajeno.
To, da bralna značka spodbuja 10 minut branja na dan, recimo po novem, da spodbuja prostočasno, prostovoljno branje, a slišite, to je vse prostovoljno, prostočasno, to se pravi, šola ne poskrbi za čas, okay? To se pravi, šola vzgaja, da to, kar je za domače branje, pa ok, še za bralno značko preberem, zdaj sem končala osnovno šolo in branje je nekako, kako bi se rekla, opravljeno. Šola ne spodbuja k bralcem, celoživljenjskim bralcem, na način, kot je postavljeno. Tako da ne le denar za šolske knjižnice, za knjige, ampak tudi dobiti čas, da bodo otroci brali, da je vrednota, neka javna vrednota, da ne bom slišala več čas po medijih, da Slovenci ne beremo. Tudi to, veste, mediji strašno slabo vplivajo s temi poročili, kako slabo beremo. Polprazna steklenica je polpolna. In če bi govorili o branju kot vrednoti, bi rekla, pa dobro, no vsi berejo, potem pa tudi jaz brala. Pa kaj je to? Če bi toliko cirkusa bilo okrog branja, kot je recimo o, ne vem, negi kože, pa kaj še, teku, hoji, kaj se, no, razgibavanje, pa te zunanje stvari, bi se tudi premaknilo. Tako da tle imamo še res veliko dela. Je pa res, no, opažam tako čisto iz svoje izkušnje, v tej prvi dobi, ko nekako kot starš otroka prepustiš vzgojitelju, opažam, da se zelo trudijo. Že v teh parih mesecih, kar imam otroke v vrtcu, mislim, da so bile že vsaj 4 akcije s knjigami, različne. Trenutno aktualna knjiga v žaklju, knjigo si otroci med seboj izmenjajo. Knjigo, ki se je naveličal, boš podaril sošolcu. Potem branje za rojstni dan, ko ima otrok v vrtcu rojstni dan, prinese svojo najljubšo knjigo in jo bo skupaj prebrali. Ne? Opažam te spremembe, kako so tudi vzgojiteljice zelo, imajo ideje in te ideje uresničujejo in se mi zdi to zelo pomembno. Je pa res, kot starši smo pa nekako vedno v tisti hitrici, kot ste že omenili, ne, ni pravega časa. In se mi zdi tako dragoceno, se mi kar srce umiri, ko pride otrok za menoj in mi reče, in on pride s knjigo za mano, mami, beremo, gremo brat. Ne? In se mi zdi to ena tak velik napredek, kako ozavesti že v teh naših najmlajših en tak občutek, da si bodo želeli brati. Ne? Tako da, ja, veliko je že narejenega, kot ste pa rekli, veliko pa tudi tega občutka že med nami, a ne samo moramo to opaziti na tem naprej graditi. Mogoče še malo, če se vrnemo nazaj k tem netradicionalnim okoljem. Ne vem, ima katera izmed vas kakšno informacijo? Govorili smo o branju v bolnišnicah. Opazimo te knjižne police na različnih oddelkih bolnišnica. Kaj pa v drugih področjih? A ima katera kakšno informacijo, kako je recimo s tem branjem, v kakšnih zaporih? Avtorica Zanini ne opozarja tudi na drugih teh področjih, ne samo bolnišnica. Je tu v Sloveniji imate kakšne izkušnje? Ja, dobro, da ste omenili, namreč Javna agencija za knjigo letos spet razpisuje projekt Vključujemo in aktiviramo. Bil je že pred 10 leti, potem je pa nekaj časa zastal. Že v prvem tem koraku so bili vključeni zapori, potem centri za duševno zdravje, tudi centri za otroke s posebnimi potrebami. Jaz sem bila vključena 2 leti in smo kar veliko naredili. Letos so pa spet začeli s tem projektom in so večinoma zapori. Jaz sem izjema, ker sem v Siriusu, v centru za gibalno ovirane otroke, ampak gre za razvijanje branja, imamo možnost tudi, da povabimo goste. Ravno danes imamo v gostih Avgusta Demšarja v Kamniku, tako da so že pripravili dijaki svoje vprašanja. Na ta način se potem spodbuja branje. Ostali pisatelji so pa pač na drugih koncih in krajih. Tako da trudijo se, seveda, ampak to so pač projekti enoletni, dvoletni, potem pa seveda so pa rezultati krasni. Recimo Nataša Koncl-Rencuti, ki je predsednica naše mladinske sekcije pri Društvu pisateljev, je pred 10 leti tako nekako spodbudila ženske v zaporu Ig, da so napisali celo pesniško zbirko.
Tako da branje, pisanje, ustvarjanje, skozi te projekte seveda lahko, ker ste ravno omenili zapore. No, namreč Pavla Zini tako lepo pravi, ne, ja, branje lahko na nek način tudi zdravi, ne, lahko pomaga, rešuje življenje in tako naprej, čeprav se tako iluzorno sliši, ampak na nek način so tu eni učinki, v katerih verjetno se premalo zavedamo, ne, kaj pomeni brati med zdravljenjem otroka in tako naprej. Ne. Bi katera želela še karkoli k temu dodati? Ena pogumljajoča stvar, no, ki je večkrat zlasti v prvem priročniku Pavla poudari, je to, da za branje z otrokom ali pa tudi kasneje z najstnikom ni nikoli prepozno. Ne? Torej, vse poznate ta občutek, recimo, ko pozabiš otroku dati vitamin D, ne, in potem ti reče zdravnik, bolj da zdaj začne, tako da sploh ne. Enako bi veljalo za to. Ne? Torej, nič hudega, ne imeti tega občutka, to je pa zdaj bil neki izgubljen čas, tega ne moramo več pridobiti. Jaz mislim, da se vedno da. No. Ja, mogoče še ena izkušnja. Moj prvorojenec je rojen tik pred koronom, torej, ko je bil star 7 mesecev, je ravno udarila ta korona. In imeli smo srečo, da smo prej ogromno teh slikanic nakupili, res veliko brala ta čas, pa zato temu posvetila in se mi zdi, da se še zdaj to obrestuje. No, ampak potem, ko so se vrtci zopet odprli, mi je rekla ena mamica, pa to je za znoret, kaj si počela cel čas z njim, ne? In sem jaz rekla, pa večinoma sva kar pač tiste knjigice listala, ne? Pač v enosobnem stanovanju smo živeli, nismo imeli nič drugega za delati. Pa je rekla, ja, to jih ne zanima, ne? Ampak potem je pa probala in dejansko brala, ne, tudi svojemu otroku in je rekla, veš, pa se ga res zanima, lista, sprašuje, ne? Tako da se mi zdi, da tudi ne pride te informacije čisto do vseh, ne? In tako, pa vem, da se ogromno trudijo vrtci pa šole, ampak skratka, ne, to se mi zdi pri Pavli res, no, da je to sporočilo je hodila in je večkrat poudarila. Tudi če je prvo leto izgubljeno, ne, v narekovajih nič hudega, začnite in se bo obrestovalo, no. Tako da se mi zdi, da tako sporočilo, no, kar opogumlja. Jaz bi samo dodala, ker je še sveže, ker sem bila pač včeraj na pediatrični kliniki, tam so vedno starši tudi zraven otrok. In je bilo zanimivo, da so bili starši skoraj bolj zainteresirani za knjige kot otroci. Sem prinesla sicer otroške knjige, Kamišibaj in knjigo o škatli in tako naprej. In starši so rekli, joj, to bomo pa prebrali, tako da mogoče tudi tukaj je ena vrsta skupnega branja, ne, ker na pediatrični so vedno starši zdala. Tako da tudi to skupino se da potem hitro ujeti. Ja, in se pa mogoče sam še na knjigo navežem, ker ne vem, če smo omenili. Meni je bilo zelo všeč, da v bistvu oviranosti ne predstavlja kot nekaj groznega. Zdaj pa konec sveta, ti si oviran, ja, ampak zelo poudarja, kako se da tudi moč najti iz tega. Na nek način vlogo domišljije, tega mislim, da danes še nismo izpostavili, kako je fino se majčkeno umakniti v en svet domišljije, kot je težko, da ti to knjige omogočajo. In pa sama pri sebi sem nekako ugotovila, da mi beseda drugačnost nekako ne zveni več najboljše in da nameravam kar uporabljati redno različnost. Da se mi zdi toliko pomembno poudarjati, kako smo zelo različni. En tistega ne zna, drug nečesa drugega, tretji je pa pač na invalidskem vozičku, recimo, ali podobno. Torej, tukaj zelo lepo prikazuje vse te oviranosti za nekega takega čist človeškega, kako si lahko zgradiš kljub samo življenje, ki je dobro. Res avtorica odpira številna izhodišča tudi za pogoj in bi lahko tudi mi tukaj še nadaljevali sploh v vaših bogatih izkušnjah z različnih področji, pa vendar nekje moramo končati, oziroma za konec še povabimo vas, dragi obiskovalci, če se vam je kakšno vprašanje pojavilo med tem, je zdaj priložnost. Sicer bi še res čisto na koncu, no, če ni vprašanj, bi še opozorila še na dve naši slikanici, ki sta prav tako zelo zanimivi, odpirata zelo aktualne tematike in sicer pri nas že dobro poznane ilustratorke Rosje Bonilje.
pridno sestavljamo to njeno zbirko zelo zanimivih slikanic, predvsem pa slikanic, o katerih se res lahko ogromno pogovarjamo. In nedavno sta pri nas išli dve, Kakšna neverjetna zgodba Minimoni in Bi se igral. In sicer tale Bi se igral je recimo govori o Petru, fantku, ki se seveda neprestano igra, ampak on se igra s telefoni, s tablicami, igralnimi konzolami, njegovi prijatelji, domači, starši, dedek in babice ga pa tako vztrajno vabijo, naj se vendar gre igrati z njimi, druge igre. Ampak on pravi, da se že igra. Torej, vprašanje je tehnologije. Naši otroci se soočajo vsakodnevno s tehnologijo, ampak kje je tista meja, kjer nam tehnologija res pomaga, da živimo na nek način tako v času, in kje je tista meja, kjer pa moramo iskati srečo drugje. Skratka, aktualni razmislek, aktualna tematika. Druga zgodba pa govori o tudi že poznani junakinji, Minimoni in njeni druščini, ki pa tokrat dobijo nalogo, da mora za šolsko predstavo prizoriti znano pripovedko o svetem Juriju, vitezu, ki je premagal krvoločnega zmaja in rešil princeso. Vendar ta sodobna druščina se nekako sprašuje, pa kako naj zdaj tako strašljivo zgodbo sploh uprizorijo, tisti krvoločni zmaj, ki vsak dan hoče novo žrtev. Ampak potem spoznajo, da gre za klasično literaturo, ki jo je na nek način treba razumeti v tistem času, v katerem je nastala, in je ne gre spreminjati in prilagajati sodobnemu času. Skratka, spet eno zanimivo področje. Knjiga je pa posebna tudi zato, ker je dodana kartonka za uprizoritev. Torej, ti liki iz pripovedke o svetem Juriju, to se lahko otroci izrežejo in se potem igrajo. To tudi sami uprizorijo. Skratka, priporočam, res te slikanice Rosje Gonile so znane zlasti potem, da ima bogate tematike, da se lahko vsaki potem razvije zanimiv pogovor že pri naših najmlajših. Tako, čisto res za konec, bi povabila še na dve predstavitvi, in sicer naslednji ponedeljek bo tukaj tudi zelo zanimivo, in sicer se bomo pogovarjali o novi knjigi Alme Kalin, japonska Alme Kalin, gostja bo gospa Jerneja Zenik, potem tudi Davor Mlinarič iz Pokrajinskega muzeja Celje, z njimi se bo pogovarjal Saško Cvirk, in sicer torej tukaj ponedeljek 11. maja ob 11. uri kot običajno. To je prva predstavitev, naslednja pa 21. maja bomo pa predstavljali knjigo o Jurčetu Vrežetu, zborovodjo, vizionarju Mladinskega pevskega festivala v Celju. Gost je dr. Darja Koter, Gregor Deleja in dr. Marija Počivavšek. Torej, lepo povabljeni na naslednja dva ponedeljka tukaj v našo knjigarno. Čisto za konec ne morem drugače, kot da sklenem z mislijo Pavle Zanini. Namreč res, kjerkoli odpreš to knjigo, najdeš kakšno misel, ki ti da misliti. Kako res pomembno je skupno branje, kako pomembno je branje. Tam res ena ta znana, zdaj sem pozabila ime, pravi, da je branje rešilo življenja. Ravno zaradi tega, ker je na nek način zmogla preko branja priti v nek domišljijski svet, ki je na nek način dvignil. In veliko je teh primerov. In Pavla Zanini pravi tako preprosto, da je branje tisto, ki pomaga krepiti človeka v težkih razmerah, ki zaznamuje krhkost ali močni konflikti, in te razmere lahko tudi preko branja izboljšujemo. Tako da naj bo to ena taka sklepna misel, ki naj nas popelje v današnji sicer na videz turobni popoldne, sredino popoldne, predvsem pa naj nam bo spodbudo, da bomo tako tudi v svojem krogu znali razširiti to ozaveščenost o skupnem branju. Vam, drage sogovornice, pa res en velik hvala, da ste že pri nastajanju knjige bile pripravljene tako sodelovati, pomagati, svetovati, predvsem pa, da ste danes prišle, da smo nekaj teh skupnih misli strnili v eno tako lepo predstavitev. Hvala vam in vse dobro. Hvala.